kakšni pa so vaši odnosi s slovenskim, oziroma kakšne so vaše izkušnje s slovenskimi mediji po letu in pol škofovanja? Ko sem prej rekel, da so bili njegovi, namreč Jegličevi časi morda še hujši, kakor so pa naši, sem imel prav to pred očmi, kako na večjih mestih Jeglič napiše spet pišejo o duhovnikih, spet pišejo o župnikih, hvala Bogu, da ni vse res. Ne? Da so bile tudi zelo laži, čiste laži, pa vendar objavljene on pravi narod, ne pravi slovenski narod, on pravi narod. In je vse vedel, kje ga berejo, v kateri hiši se o njem pogovarjajo, za celo škofijo je imel on vse pod kontrolo, neverjeten mož je bil. Moje osebno srečevanje z novinarji, vam moram iskreno priznati, da nisem imel slabih izkušenj. Nihče, tudi tisti, pred katerimi so me malo svarili, znajo biti tudi strupeni, ko so mi poslali vprašanja, ker je dobro, da imaš vprašanja, da veš, v katero smer bo pogovor tekel, treba le malo pripraviti. In ko so poslali vprašanja, so bila noter tudi vprašanja, ki niso bila ravno dobrohotna, če tako rečem. Ampak v teku pogovora potem do teh vprašanj ni prišlo. In to večkrat. Ni bil to samo en takšen primer. Tako da jaz moram priznati, da do zdaj v teh osebnih srečanjih imam z njimi dobre izkušnje, so bili korektni, so tudi upoštevali, če sem kakšno stvar zahteval, da se spremeni, če ni bilo zapisano tako, kako sva se pogovarjala, so vse to upoštevali. Druga stvar je pa ta medijska kultura na splošno. Tukaj bi rad naredil en razloček, namreč, da eno so novinarji, ki dostikrat, ne pa vedno, dostikrat pa res niso krivi. Druga stvar je pa uredniška politika, pa seveda še vprašanje lastniki in toliko drugih povezav. Za ilustracijo tega sem par mesecev nazaj srečal neko bivšo novinarko, ki je bila poročevalka iz svojega kraja. Je rekla, nazadnje sem morala iti iz službe. Pa ne, ker bi jo ven vrgli, to je bilo še prej. Pravi, zaradi tega, ker doma nisem mogla več na ulico. Pravi, jaz sem napisala članek o dogajanju v našem kraju, če je bil pozitiven, dogodek pozitiven in članek pozitiven, je bil potem takle, kratek. Če je bil negativen, je bil veliko daljši. Pravi, in ko sta to vzela v roke urednik in lektor, so bile not besede, ki jih jaz nisem uporabila. Veliko bolj grobe, veliko bolj agresivne. In spodaj moje ime. In ljudje so me začeli napadati na ulici. Kaj ti pišeš o nas? Dokler ni pustila te službe. Tako da mislim, da moramo tu paziti, ko presojamo te ljudi, da je večji problem lahko pri urednikih, morda tudi lastnikih in še kom, kakor pa pri samih novinarjih, čeprav tudi tu najdemo cvetke, a ne. Je pa težava, kot sem rekel, da ti ljudje dejansko niso samostojni. Novinarstvo, mediji so že zdavnaj nehali biti v službi resnice. Niso samostojni. In zaradi tega se tudi dogaja, ker se dogaja.
pomembno se mi zdi, da mi sami, pa tudi da drugim skušamo pomagati do kritičnega branja in do kritičnega spremljanja medijev. Da zaradi tega, ker je nekaj v časopisu, še ne pomeni, da je res. Da zaradi tega, ker smo nekaj slišali po radiju ali na televiziji, še ne pomeni, da je to res. Moramo se naučiti preverjati in izluščiti resnico. To pa včasih je precej zahteven proces, zlasti danes, ker vedno bolj težimo samo k temu, da preberemo naslov, pogledamo fotografijo in gremo dalje. In mislimo, da smo informirani. Tako da osebne izkušnje z njimi so pa dobre.